Snežna kraljica govori o bratu in sestrici Gerdi in Kaju. Snežna kraljica nekega dne Kaja ugrabi in ga odpelje v ledeno kraljestvo. Njegova sestrica se znajde pred zahtevno nalogo, da reši svojega brata iz primeža Snežne kraljice. Odločili smo se za zvočno pripoved, kar pomeni, da naša animatorja ustvarjata, ob tem, ko pripovedujeta zgodbo, razne zvočne atmosfere. Z zvoki ustvarjata in na nek način slikata prostor. To pomeni, da vsakdanji predmeti, ki jih poznamo iz našega življenja, na odru dobijo nove razsežnosti. Veter močno zavija in mraz reže do kosti. Gerda se tesno zavije v svoj plašček. Zakoraka v sneg. Dreves je vedno več in več. Ne duha, ne sluha o ledenem kraljestvu. Osrednji del predstave uprizarjamo samo z zvoki. Na ta način se celotna predstava prestavi v domišljijo publike. Let pod njenimi nogami grozeče poka. Na pomoč! Za ta uprizoritveni princip smo se odločili, zato ker lahko domišljija publike doseže veliko več, kot bi mi bili sposobni prikazati na odru. Recimo, kokosove lupine postanejo konjska kopita, rokavice postanejo peruti ptic, škatla špagetov postane vlak, ki pelje Gerdo na severni tečaj. Termofor, kovinska ščetka, valjar, plastenke, koruzni zdrob. Skleda s polento. Zelena, knjige, časopisi. Naslednja postaja. Severni gozd. Animatorja sta skozi predstavo v različnih funkcijah, nastopata v vlogi pripovedovalcev, animatorjev in hkrati ustvarjata celo zvočno atmosfero. Hkrati pa je vse skupaj v formi razprtega gledališča, kar pomeni, da teh stvari pred publikom ne skrivamo. Vidijo se vsi prehodi, vidijo se rekviziti, ki jih zlagata na mizo in spet pospravljata. Vidi se tudi vso zaodrje predstave, ki je ponavadi za gledalce skrito. Je pa naš osrednji scenski element miza, ki v sebi skriva veliko čudežnih efektov, ki doprimorejo k čarobnosti predstave. V tej mizi imamo skrite razne scenske elemente, ki jih uporabljamo v prvem delu predstave. Noter imamo skrite tudi razna zvočila, recimo kovinsko ploščo s kontaktnimi mikrofoni. Poseben efekt pa so elektrode, ki jih priključujemo na kovinske predmete in s tem dobimo novo razsežnost glasbe. To se dogaja v zadnjem delu predstave, ko Gerda in Kaj prideta v ledeno kraljestvo. Želim si, da bi bila doma na toplem in se do konca svojih dni igrala s teboj. V predstavi sta prisotna Kaj in Gerda. Naša
Glavna protagonista predstave sta izdelana na nek način po tehniki bunraku lutk, sta sicer namizni lutki. Izdelali pa smo ju tako, da bi lahko njuni gibi bili čim bolj realistični, kar pomeni, da ima ta možnost premikanja vseh sklepov, premikajo se tudi dlani. To pomeni, da lahko z njima uprizorimo zelo natančne lutkovne akcije, ki so potem podkrepljene z zvokom. V osrednjem delu predstave spremljamo Gerdo na njenem potovanju do ledenega kraljestva. Na poti do tja se sooča z raznoraznimi izzivi in preko tega na nek način odrašča. Naša zgodba je v bistvu zgodba o osamosvajanju ali pa o odraščanju.